Danes smo imeli priložnost slišati iz prve roke, kako nekatere stvari urejajo na Dunaju. Vedno je pri teh zadevah izpostavljena potreba po komunikaciji. Torej po dogovoru, do katerega pridemo tisti, ki v mestu živimo, ki vsaka odločitev, vsaka sprememba pomeni za nas neko spremembo, vpliva na naše življenje. Drugo, kar se mi zdi pomembno, je pa to, da smo pravzaprav prebivalci mesta na prvem mestu. Potem so turisti. In to je tisto tretje, kar želim izpostaviti. Vsebine so tisto, kar dela mesto živo. Obnova ulic, trgov je super, nam daje neko občutek, da živimo v lepem, urejenem mestu, da se ohranja tradicija, tudi arhitekturna in tako dalje, da se tudi kaj novega zgradi nazadnje, modernega, ampak vse to je treba napolniti z vsebinami. Povedanega je bilo zelo veliko, najmanj je bilo povedano, oziroma zdelo se je, sicer so me potem po danem vprašanju popravili, češ da so ves čas govorili o prebivalcih, ampak zdelo se je, da se govori zgolj o ljudeh, ki v mesto pridejo in iz mesta grejo. Govora je bilo, kako privabiti turiste, kako privabiti več ljudi v mestu, dejansko pa o skupnosti, ki mesto gradi, ni bilo dejansko veliko govora. Ni bilo veliko govora o tem, kako izboljšati življenje za same prebivalce mesta, za nas, ki v bistvu pogovarjamo se o gostinstvu, ne vem, na Poštni ulici, hkrati pa se ne zavedamo, da 3/4 ljudi, ki hodi, ki so, če nam narekovajo, uporabniki gostinstva na Poštni ulici, sestavljajo prebivalci mesta. In mislim, da bi moral biti poudarek te debate ne na tem, kako umakniti avte iz mesta, ampak kako narediti dostop z avtomobilom dostopen za prebivalca in nedostopen za turista. Ne samo kako vse avte umakniti, ker v končni fazi, če živiš v centru, pač avta ne moreš za to žepa. Ne? Jaz zdaj nisem strokovnjak, da bi načeloma govorila, kako narediti mesto bolj polno. Predvsem pa pač vidim tukaj izziv, da med nami, ki smo najemniki ali pa tistimi, ki so lastniki lokalov, ki ustvarjamo v mestu tudi neko zgodbo, da pridemo do nekega dialoga z mestno občino Maribor. Predvsem to, ker če bomo mi imeli med sabo dober dialog, dobre ideje, se povezovali, verjamem, da bo tudi mesto na račun tega dihalo s tem, čutilo to in da bo neka pozitivna energija in posledično tudi ljudje v mestu. Je na nek način prav, da se mesto zapira, je pa hkrati res problem ljudem potem, ki parkirajo in teh navad ne bomo spremenili, tako kot je bilo rečeno, čez noč. Všeč mi je, oziroma si res želim, da bi prišlo do tega, da se naredijo ta parkirišča nekje na obrobju, da pa vseeno ljudje lahko pridejo v mesto, ker če želimo, da pač iz mesta nekaj odnesejo, zdaj nerealno je pričakovati, da bodo to odnesli na kolesu. Nekatere vsebine so bile zelo dobre in mislim, da govorniki na okrogli mizi so tudi znali opredeliti predvsem tiste vsebine, katere nam manjkajo, da bo mesto živelo. Ampak pri vsebinah zagotovo so to tisti, kateri pač lahko pomagajo in tukaj tudi vidim občino kot deležnik. In to, kar so tisti, kateri vsebine tudi ponujajo različni ponudniki, predvsem v lokalih, kateri so v najemu, imajo zelo velike probleme. Situacija je zelo pereča in upam, da so tudi vsi tisti, kateri so bili prisotni, seveda v medsebojnem dialogu, v dolgoročno je bilo opredeljeno, jaz pa vedno pravim, da je potrebno stvari opredeliti kratkoročno. Kratkoročno sploh takšne zadeve, da se znamo pogovarjati in sploh pa to medpartnersko sodelovanje. Medpartnersko na drugi strani, če jaz jemljem nek lokal v najem, je moj partner seveda občina. In občina mora biti tista, kateri se tudi pogovarja in jih slišati in ne preslišati. Slišati. Jaz se predvsem moram zahvaliti Večeru, da sploh delate takšne stvari, da nas povezujete, da pride do dialoga. Povezovanje je vedno dobra zadeva. In danes smo govorili mogoče premalo o tem, ampak jaz sem zadovoljna, ker tudi ta debata nas je povezala. Mislim, da nas je župan slišal, kar je dobro in da bo, kaj naj rečem, meni je pomembno, da če človek to, kar je župan rekel, da bi bilo dobro, da tudi drugi delajo za razvoj mesta, da vsi mi moramo delati za razvoj mesta, ne pa govoriti o tem, kaj bi moralo biti. To je ključno.